razumemo kot standard, ki ga dvigujemo. Ko raste standard, se tempo poveča. Marsikomu se celo malce zvrti, ampak to ni nelagodje. To je signal, da stojimo na robu preboja. V mestu in regiji se stvari premikajo, ne samo zaradi dokumentov, temveč zaradi ljudi, ki znajo povezati idejo, znanje in trg. Nosilci te spremembe ste vi, spoštovani podjetniki, ki ustvarjate vrednost in omrežja, ki jih gradimo skupaj z izobraževanjem in raziskavami. Sredi vsega tega premika nastajata dva projekta,
ki predstavljata središče tega vrtinca, iz katerega se bo nova energija širila iz Velenja, naprej v regijo, državo in širše. Na eni strani tehnološki park Velenje, TechHub, prostor tehnologij, inovacij in prototipov, kjer se preizkuša, kar bo jutri postalo del gospodarstva. Na drugi strani iz stare elektrarne gradimo center prihodnosti, prostor za rešitve, ki oblikujejo naša življenja. Hrana prihodnosti, krožno gospodarstvo, turizem, kulinarika. Eden in drugi projekt sta del istega toka. Tehnologija v službi človeka, razvoj v službi kakovosti življenja. Nocoj vam želimo na kratko predstaviti vsebine, ki nastajajo v okviru obeh projektov, ter skupaj spregovoriti o potrebah, izzivih in priložnostih startup podjetij. Na oder zato vabim 3 startupe, ki svojo pot gradijo skozi programe Saša Inkubatorja. Aleša Nastranja, direktorja podjetja Amibit, Majo Ferme, direktorico Ferme Fashion, in Mitjo Oseka, ustanovitelja Omiteh. Prijazno vabim tudi dr. Sebastiana Semeta, dekana Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ter Karlo Sitar, vodjo urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Mestne občine Velenje. V regiji, ki je desetletja energijo črpala iz tal, se danes res čuti, da smo na točki preloma. Kaj je, Karla, po vašem mnenju formula, da Velenje postane inovacijsko središče? Dobro večer vsem skupaj. Moram reči, da mi je toplo pri srcu, da sem ponovno v Standardu na odru, ker je bil tole moj dom, moj drugi dom kar nekaj let in to tudi skupaj z Ano. In lahko rečem, da je že takrat, ko smo tole odprli, postalo Velenje inovacijsko središče in zdaj še to samo nadgrajujemo. Ko smo v sklopu Mestne občine Velenje obiskali kar nekaj premogovnih regij in mest, smo ugotovili, da tista mesta, ki podpirajo univerze, ki privabljajo inštitute, ki podpirajo startupe, povezavi z raziskavami, razvojem in seveda z obstoječo industrijo, z obstoječimi podjetji, tista delajo spremembe. In to spremembo si želimo tudi pri nas. In to je ta točka preloma. Za tema dvema objektoma resnično postavljamo tukaj ne samo 2 lepa objekta, ampak dejansko cel ekosistem, stičišče, raziskav, izobraževanje gospodarstva, ki so vpletlo vse okoli stare vasi in jaz verjamem, da bo tukaj nastalo mnogo startupov, mnogo podjetij, mnogo delovnih mest, ki seveda tukaj tudi si želimo in pričakujemo. Po 3 letih zlaganja papirjev, prijavljanja na razpise, pridobivanja gradbenih dovoljenj, smo letos jeseni končno zakopali lopato in resnično je lepo gledati, kako nastaja nova podoba tako stare elektrarne, kot raste tudi inkubator, tehnološki park, ki bo zaključena v letu 2027 in ponudila tudi seveda dom novim podjetjem. In ko smo pogledali malo številke, koliko te infrastrukture bomo ponudili startupom, smo drzno si rekli, a ne župan, zakaj pa ne bi bili na startupov. Mi vemo, da startupi ne bojo rešili vseh problemov, ki nas čakajo in izzivov, so pa startupi del rešitve in ne del problema in na teh rešitvah bomo skupaj seveda z vami, z obstoječimi podjetji gradili dalje. Hvala, Karla. V bistvu preboji niso naključje. So rezultat laboratorijev, kurikulumov in programov, ki odpirajo vrata realnim potrebam gospodarstva. Gospod dekan, kakšne so ambicije Fakultete za energetiko in kje v bistvu vidite vlogo Univerze v Mariboru pri celotnem prehodu?
Ja, najprej lepo pozdravljeni še z moje strani, hvala za povabilo. Da se uvodoma zahvalim županu in seveda celotni ekipi Mestne občine Velenje, da so prepoznali to priložnost tudi Fakultete za energetiko in vključili v center prihodnosti v staro elektrarno. Da odgovorim na vaše vprašanje. Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru že 18 let izvaja študijske programe tukaj v Mestni občini Velenje. In z razvojem teh študijskih programov seveda želimo nadaljevati, nadgraditi vse ta naša prizadevanja, kjer so ti naši študenti, diplomanti, potem prišli na trg dela, večinoma se zaposlili tukaj v lokalnem okolju, pridobili znanja, določeni tudi preko inkubatorja, prišli do svojih projektov, do svojih podjetij. Tako da tudi tukaj želimo seveda to nadgraditi, kar je že prej omenila Karla. Univerza v Mariboru ima tudi dvojno vlogo. Prva vloga je seveda znanje, izobraževanje, raziskovanje pripeljati v ta segment okolja. Po drugi strani pa je to seveda zelo dobra priložnost za združevanje študentov, raziskovalcev, podjetij, gospodarstvenikov in nenazadnje tudi odločevalcev v tem okolju. In tukaj bo seveda Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru kot vstopna točka celotne univerze v to okolje. Najlepša hvala. V bistvu, kot smo prej govorili o vlogi znanja laboratorija in povezovanja z univerzo kot tako, je prav, da pogledamo primer, kjer se to že dogaja v praksi. Podjetje Amivit je v programih Saša inkubatorja razvilo sistem reduksij. Danes eden najbolj naprednih evropskih produktov za upravljanje z energijo. S tem so pridobili zaupanje mednarodnih distributerjev, rasli na tujih trgih in danes zaposlujejo že več kot 35 ljudi. Aleš, kaj je bil po vašem mnenju ključ pri razvoju takšnega produkta in hitri rasti podjetja? In kako vam je na tej poti pomagalo sodelovanje z univerzami, fakultetami in raziskovalnimi enotami in inštitucijami? Lep pozdrav vsem skupaj še z moje strani in seveda hvala za povabilo. Na začetku je Karla rekla, da sta večina tukaj Jana in Karla obe. Začeli ste skupaj z nam 10 let nazaj v tisti prvi pisarni in sta obe zelo pogrešamo, mi smo pa še zmeraj tukaj. Ampak se veselimo končno nove stavbe, da bomo lahko šli v teh, ker trenutno nam postaja ta prostor premajhen in seveda potrebujemo pač večje kapacitete za proizvodnjo, ki smo jo vzpostavili v zadnjih 10 letih. Kar se tiče sodelovanja z institucijami znanja, se pravi, mi sodelujemo zelo veliko s Fakulteto za energetiko v Ljubljani, z inštitutom Jožef Štefan in celotno znanje, ki se ustvarja na fakultetah, je zelo pomembno, da jih lahko vprašamo, na kakšen način mi to lahko integriramo k nam. Takrat, ko nekaj stvari ne vemo, vemo, kam se lahko obrnemo, ker znanje na naših univerzah in izobraževalnih institucijah je zelo veliko. Prenesti to nazaj v gospodarstvo je pa potem nekaj, za kar smo tukaj podjetja in da lahko iz tega naredimo določene poslovne modele in poskušamo stvari prodajati tudi. Na kratko, zakaj smo mi uspešni? Zaradi tega, ker že 10 let verjamemo v svoj produkt, pač to je nekaj, kar se je zgodilo čez noč. 10 let ustrajamo in če ustrajaš zelo dolgo z dobrimi ljudmi, z dobro ekipo, seveda na koncu pride tudi nekaj rezultat. Tako da trenutno prodajamo naše produkte v večino evropskih držav, imamo tudi izpostave v Avstriji, v Štokholmu, na Švedskem in celotno znanje, celoten razvoj prihaja iz Slovenije, tako da smo zelo ponosni na to, kar nam uspeli doseči. Hvala. Hvala. Ok, pa se selimo spet na ženski del, se pravi, med nami tudi Maja Ferme, uspešna modna kreatorka in ustanoviteljica Ferme Fashion, inovatorka ter svetovna popotnica z izkušnjami na različnih poslovnih prizoriščih. V njenem delu se srečajo tehnologija materialov, krožno razmišljanje in natančen dizajn. Moda kot raziskava, ne le kot estetika. Takšni projekti potrebujejo ekosistem, dostop do znanja, prototipov, skupnosti in odra za predstavitve. Maja, veliko tujine, a v bistvu danes vsaj sediš z nami v Velenju. Kaj si tukaj našla v bistvu poslovno gledano? Zakaj Velenje?
Ja, najprej hvala za povabilo. Tukaj v Velenju se zelo dobro počutim. Zdaj smo tukaj že drugo leto, kar je zame kar dolgo obdobje, glede na to, da smo pred 2 letoma prepotovali v svet, da smo živeli prej v Ljubljani, da sem med drugim živela tudi v New Yorku. Kajti po New Yorku, ko sem prišla v Velenje, sem zdržala tukaj samo 14 dni. Zato pravim, da je to dolg obdobje, zdaj 2 leti. In sicer tukaj smo pa dejansko zato že dolg časa, ker se jaz tukaj zelo dobro počutim, med drugim tudi zaradi Saša inkubatorja, kjer sem dobila pomoč ze strani mentorjev, podjetniško skupnost za nove ideje, ki jih je res veliko, odkar smo se vrnili z poti, kajti zelo me zanima tekstil, zdravje in seveda tudi vidim, kaj se dogaja v Velenju in sem mnenja, da ima Velenje ogromne potenciale. Najlepša hvala, Maja. Upam, da tako tudi ostane še dolgo let, da ostajaš v Velenju, kreiraš v Velenju, ker to, kar se nam zdaj obeta, so res nore priložnosti in upam, da boš tudi znotraj tega našla tisto, kar iščeš. Pa gremo naprej k našemu startupu. Mitja Osek, ki je v bistvu podjetnik in inženir, lastnik podjetja Omitech, med drugim tudi eden izmed zmagovalcev letošnjega startup generatorja in avtor produkta Tomato Hero, pametne mehatronske rešitve za avtomatizacijo in sledljivost v pridelavi. Gradi lokalno razvojno jedro ter verjame, da zmaguje tisto, kar je narejeno bolje, drugače in s prepričljivo zgodbo ekipe. Mitja, kaj je tisto, kaj te je potegnilo iz varne službe v svet podjetništva, ki vemo, da zna biti zelo oburen in nepredvidljiv, in v bistvu, kje danes vidiš te priložnosti za preboj? Lep pozdrav še z moje strani, hvala. Kaj me je potegnilo iz takega varnega zavetja redne službe, je ravno to, to varno zavetje. Ker padeš v neko rutino, dobiš nek občutek, da se vrtiš v krogu in potem moraš narediti en premik, ali v sklopu te varne službe, ali pa pač, če imaš kakšne ideje, pa možnosti, poskusiš kaj drugega, Kar se tiče moje osebnosti, bom rekel, nisem tip, ki rad sprejema rizike, zato tega ne gledam kot nek velik riziko, ampak kot priložnost, da nadgradim, bom rekel, sebe, po drugi strani svoje produkte, pa da se predstavim kot jaz, Mitja Osek, oziroma Omitech svetu. Vsekakor je zelo pozitivno, da lahko štartam v takem razvojnem okolju, kot je Velenje oziroma Saša inkubator, ker kot si omenila, sem tipični inženir po duši, zato rabimo tudi nadgradnje na področjih, ki jih ne obvladam, ker po 10 do 15 letih korporativnega sveta neko zelo ozko usmeritev pa stroko osvojiš pa delaš po neki inerciji ali pa avtomatiki. Tu pa je vedno več izzivov, vedno več težav, bom rekel, je naporno, je stresno, ampak me pa to izpolnjuje. Če mogoče še samo eno besedo, Mitja, vaš produkt v bistvu se vrača v to trajnost, človeka želi vrniti nazaj k koreninam, k naravi. Zakaj misliš, da je ravno to toliko pomembno? Ja, v današnjem svetu tehnologije, sam sem tudi mehatronik, poznam od robotike do naprednih sistemov, umetne inteligence, zdaj vedno bolj popularne. Mislim, da je tudi velik potencial v stvarih, ki te pač v tem svojem netehnološkem prostem času izpolnjujejo, se pravi, te vračajo k naravi, ti pomagajo se povezati z naravo, ti pomagajo vzgojiti nekaj svojega, zdravega in to mislim, da je rečejo. Vzgojiti paradižnike, ker nam moramo vsi ti jesti, Paradižnike pa vse ostalo, Hvala, Mitja. Se pravi, če se navežemo kar na segment te hrane, dejstvo je, da je globalni sistem na prelomu. Alternativni proteini in fermentacija prinašajo nove trajnostne sestavine, hitrejše cikle in boljšo senzorično izkušnjo. To definitivno ni muha enodnevnica, to je nova industrija.
Stara elektrarna oziroma center prihodnosti postaja novo srce. Kjer je bila nekoč toplota, nastaja znanje. Kjer so bili generatorji, nastajajo laboratoriji. Karla, ali je naključje, da v centru prihodnosti nastajajo laboratorije za micelje, fermentacijo, prototipne kuhinje? Kaj je v bistvu sploh bistvo tega, kaj se gradi za starimi zidovi stare elektrarne in kaj je tisto, kar jo bo preoblikovalo v dejanski center prihodnosti? Stara elektrarna je res izjemen objekt, ne samo po arhitekturi, po zgodovini, ko ga bomo otvarjali, bo star 100 let in se resnično veselimo te preobrazbe. Zdaj, kot ste lahko zaznali, bo kar en del tega objekta zasedala fakulteta za energetiko, kar seveda si zelo veselimo, sploh da bo to vstopno mesto vrata v Univerzo v Mariboru, da se tukaj programi približajo in da lahko ti mladi talenti seveda tudi se izobražujejo doma in se želimo seveda ostajajo doma. In ko smo osnovali vsebino stare elektrarne, prvotna je bila varianta čisto drugačna, potem pa vse letje vsi, ki se prijavljate na razpise, da so razpisi s svojimi pogoji vedno ta ozka grla, ko se moraš prilagoditi ali pa pač se zahvaliti. In mi smo se prilagodili in mislim, da to zelo dobro. Sicer so na ministrstvu malo pravili, da so razumeli zgodbo in sicer vidimo močen segment v hrani, ker to je sektor, ki bo v prihodnosti izjemno pomemben. Ne samo v prehrani, v samoskrbi, ampak je gledano resnično širše. In je vizija, da bi ta objekt postal kot food tech laboratorij v Sloveniji, kjer bo, kot je že Ana omenila, bomo opremili 2 laboratorija, eden bo namenjen fermentaciji, drug za gojenje miceljev. Tukaj bo tudi na razpolago popolno opremljena prototipna kuhinja z več postajami, zato da bo na voljo tudi dijakom in študentom, ki se v to kulinariko usmerjajo. Kot veste, imamo zelo uspešno šolski center in tudi nenazadnje storitveno šolo, ki žanje veliko uspehe s svojimi dijaki in da ponudimo to infrastrukturo in te laboratorije startupom, ki si enostavno ne morejo privoščiti te drage opreme, da bo lahko tudi ustvarjali in seveda kar nekaj startupov, pa lahko rečem, je že na tem področju nastalo, njihove izdelke že lahko najdete na policah različnih ponudnikov in verjamemo, da je hrana res en segment. Pa ne nazadnje vsi poznate ličetove čokolade, tako da ni čisto nova industrija hrana v Velenju. No, poleg tega pa bo tukaj cel objekt je 9000 kvadratov, bodo še tukaj proizvodni prostori za startupe, ki bodo namenjeni prehrani, se pravi, je to ta segment in povezavi s krožnim gospodarstvom, turizmom. Sam objekt je na poti do jezera in z vsemi temi komplementarnimi vsebinami mislim, resnično želimo, da bo postalo eno tako središče in srce tega prestrukturiranja, ko se bomo peljali mimo in videli ta res lep objekt. Edini pogoj, ki mi ga je župan dal pri tem projektu, je, da mora na koncu nositi nulo. Se pravi, ne sme biti strošek proračuna, kar pa seveda z vsemi vsebinami verjamem, da bomo tudi ta pogoj izpolnili. Hvala lepa. Znanje ima največjo vrednost, seveda, ko kroži. Iz predavalnic v prototipe, iz prototipov v proizvodno in iz proizvodne nazaj v kurikulum. Gospod dekan, ker boste delovali v prostorih Centra prihodnosti, kje pa vi vidite največje priložnosti za sodelovanje z startupi in ali bo ta infrastruktura vaša, se pravi fakultete za energetiko in vaše znanje na razpolago zgolj in samo startupom znotraj Centra prihodnosti ali ste odprti tudi širše? Hvala za vprašanje. Se bom kar navezal na Karlo. Kot je bilo rečeno, fakulteta bo imela približno pa tu nekje 2000 kvadratnih metrov prostorov v 3 nadstropjih, od tega bo predvideno 3 raziskovalne laboratorije, večji raziskovalne laboratorije plus laboratorijske učilnice. In v te laboratorije bomo namestili za približno 1 milijon evrov raziskovalne opreme Univerze v Mariboru. Zato tudi sedaj že vabim vse gospodarstvenike, da se povežejo, da najdemo tisto opremo, ki bo res
pomembna za gospodarstvo v tem okolju, v samem prestrukturiranju. In glede na to, da smo javna univerza, že sedaj delujemo po načelu odprtega dostopa do raziskovalne opreme, tako da ta oprema ves čas je na voljo vsem, ki želijo sodelovati, ne samo tistim, ki bodo del stare elektrarne, ampak tudi navzven, gospodarskim podjetjem, raziskovalnim inštitucijam. Seveda, tukaj bo fakulteta že sedaj nudi vso podporo, ne samo po izvajanju, testiranju, merjenju, analiziranju nekih projektov. Vse to lahko nudi. Hkrati pa že sedaj študente usmerjamo v tako imenovano podjetništvo. V že samem kurikulumu imamo način na študenta osredinjeno poučevanje, kar pomeni, da študentu približamo vso delo tudi v podjetjih in jih spodbujamo, da se vključujejo nenazadnje tudi v omenjene start-upe, ki so nastajali, pa ki so že v nastanku, tako da tukaj bo ta krožna pot zelo, zelo dobro zaključena. Se pravi, boste dobili zelo dobrega soseda, Saša Inkubator. Mogoče še samo eno hitro vprašanje. Veliko kdo se danes sprašuje, fokus Centra prihodnosti bo usmerjen na življenje, hrano, turizem, kulinariko. Na drugi strani pa imamo fakulteto za energetiko. Kje konkretno pa lahko tudi tukaj najdemo sporednice, ki so mogoče na prvo žogo nevidne? Energetika je že po osnovi interdisciplinarno področje študija, ali pa vede. Tako da se v energetiki skrivajo vsa področja. Nenazadnje tudi kulinarika in turizem. Hvala. Dobro, rast se pogosto ustavi tam, kjer zmanjka ali kvadrature, ali opreme, ali pa konec koncev in najpomembnejše kapitala. Laboratorij za preizkus, prostor za prvo serijo oziroma investicija. Aleš, kje imate trenutno največji izziv in kaj startupu manjka, da bi rasli še višje in še hitreje? Jaz se zelo veselim, da bomo samo čez cesto do fakultete za energetiko, kjer bo taka oprema, ki jo bomo lahko uporabljali za naše teste, to sigurno stvari, ki je zelo dobrodošla, da veš, kam se obrne, če nekaj rabiš. Zdaj, kar nam manjka, oziroma na splošno, kaj startupom v Sloveniji manjka, je sigurno kapital. Kapitalsko področje, oziroma seed capital v Sloveniji ni razvito. Napram temu, kar lahko vidimo v Ameriki, je čisto drugačno področje. Se pravi, ostale evropske države se soočajo s podobnimi težavami kot pri nas, se zavedajo tega in poskušajo razvijati stvari. Ker če želi nekdo danes visoko tehnološko firmo narediti, z malo denarja to pač ne gre. Mi smo zdaj videli, kako težko je bilo priti do prve investicije, zaradi tega, ker evaluacija podjetja v Sloveniji ni bila taka kot v tujini, smo šli seveda pač mednarodno iskati investicijo in to je največja težava vseh startupov. Seveda so tukaj zelo velika preverjanja, ki jih imajo vsi skladi in stvari se izboljšujejo, ampak na splošno največja težava je sigurno kapital. Kaj pa druga? Druga največja težava je pa dobiti prav kader. Potem pa, kad dobiš enkrat kapital, pa vidiš, jaz se zdaj pa v bistvu izrabim narediti, da bomo s tem kapitalom lahko kaj naredili. Imamo super povezavo zdaj. Kadre pa tam izobraževanje, najbolj pršo. Ja, točno tako. In je zelo velik problem, ker enkrat prideš do veliko denarja, potem vidiš tudi, da ne boš tako enostavno dobiti kadra, če ga pa dobiš, je pa zelo drago. In nekaj je dobiti kader v Sloveniji, nekaj pa ta kader poiskati v tujini, ki še veliko težje. Ok. Kaj pa v bistvu z vidika prostorov? Vi danes pa ste v pisarni, vsem pa ste proizvodno naravnano v enem modelu podjetja, imate fizični produkt. Se pravi, kaj pa v tem segmentu? Ja, tukaj pa takrat, ko prideš iz tega, da ena pisarna ni več dovolj, seveda Saša Inkubator vidi roke, pa nam da drugo pisarno, ko druga pisarna ni dovolj, nam da še tretjo, pa četrto. Imamo tudi ene prostore v plani, kjer imamo razvojno ekipo, ampak trenutno tudi to postaja problem, tako da se res veselimo, da se bo naredilo. Super, ja, najlepša hvala.
Se pravi, Karla, če je center prihodnosti vsebina, je T-Hub pogon. Ne le pisarne, ampak v bistvu most med prototipom in proizvodno. Zelo hitro vprašanje, se pravi, ali T-Hub ponuja odgovor na te izzive. Kaj je v bistvu tisto, kar T-Hub dela edinstvenega, v čem smo drugačni, kaj nimajo recimo v Mariboru, v Ljubljani ali v ostalih mestih in kje bomo mi tisti, ki bomo potegnali most naprej? Jaz mislim, da marsičem bo naš tehnološki park drugačen. To je projekt, ki je bil zasnovan prav v Saša inkubatorju, zaradi tega, ker smo takrat zaznali, da je ta potreba podjetij, ki hitro rastejo in imajo produkte, potrebuje proizvodne prostore. In je zelo težko dobiti proizvodne prostore v Velenju, jih najeti, oziroma še težje mladim podjetjem zgraditi. Ne dobijo kreditov, ni kapitala, kot je Aleš omenil. In smo tukaj videli, da smo mi lahko most s tem, da zgradimo prostore in ponudimo proizvodne prostore prav startupom pod seveda ugodnimi pogoji, tako da bo tukaj nastalo 6 proizvodnih celic, ki se lahko seveda prilagajajo, po velikosti so različne, da odgovarjamo realnim potrebam. No, drugo, kar nas pa dela drugačne, pa je, da smo uspeli se dogovoriti z Kemijskim inštitutom, da so soinvestitorji v naš objekt, naš skupni objekt, kar pomeni, da prihaja to, kar sem uvodoma rekla, inštituti v našo regijo, kar do zdaj mogoče je bilo tega manj in da se tukaj lahko ta točka preloma zgodi. Tukaj bomo naredili nov laboratorij, ki ga ni v Sloveniji širše, laboratorij za biorafineracijo biomase. To pomeni, da iz biomase dejansko potegnejo vse snovi, ki različna industrija potrebuje, od farmacije, papirne industrije in da je kurjenje biomase resnično ta zadnja faza. To pa je samo prvi korak. Kemijski inštitut ima izjemno širok spektar delovanja in verjamem, da si tega sodelovanja marsikdo izmed vas tudi tukaj veseli. Tako da to je prvi korak, da začnemo. Notri bodo tudi 2 laboratorija, Media Lab in pa Future Lab. Media ponuja cel spekter opreme, da lahko en produkt čim prej spravite na trg, ga postavite, poslikate in za vso opremo resnično dobro naprej prodate. Drugi je pa Future Lab, kjer se bo vse te tehnologije lahko testirale, proizvodne, se pravi kot neka prototipna delavnica. Kar pa je še zanimivo in uporabno verjamem tudi za vas, bo pa na vrhu, ki je seveda delno odprt, kot ste videli, je resnično zanimiv objekt z odprtim vrtom, bo pa najsodobnejša konferenčna dvorana in že danes vabljeni, da jo boste seveda lahko najeli, uporabljali z resnično sodobno opremo in bo takoj na voljo. Tako da z obema objektoma skupaj so to vsebino na tej lokaciji, skupaj z gospodarstvom Nicije, na eni strani šolski center, tukaj res tvorimo eno tako stičišče razvoja in še avtocesta bo šla mimo, jaz mislim, da bo še lokacije seveda ni možno najti. Začetki so v bistvu najdražji. Prototip, testiranje, prvi marketing. Ko skupnost nudi orodja in mentorje krivulja učenja, postane krajša in manj strma. Mitja, katera infrastruktura vam v bistvu najbolj pomaga in kje je največja dodana vrednost za podjetnike, ki jo vidite znotraj teh 2 projektov? Ja, potem, kar zdaj slišim, bi se navezal na Aleša in na gospod Karlo. Dejstvo je to, prvo kapital na začetku je največji problem, pa tudi infrastruktura. Da me ful veseli, recimo, ki smo imeli mi največje težave. Največje težave zvalidirati produkt. Kako zvalidiramo produkt, to smo tudi v Saša inkubatorju učili seveda. Moraš imeti neke vsebine. Sploh, če imaš fizični produkt, je težava prostor. Prvo prostor, kapacitete proizvodnja, pa tako naprej. Če imaš ti en software, eno programsko opremo, je bistveno lažje, ker rabiš en računalnik, enega strokovnjaka, ko ti spiše program, pa ga tržiš ali pa kakorkoli. Pri fizičnem produktu je pa vedno problem ta validacija. Za fizični produkt, da ga zvalidiraš, moraš ponovadi imeti prototip. Da narediš prototip, rabiš prvo opremo, od 3D tiskalnikov do CNC obdelovalnih centrov in podobno. Potem pa moraš ta produkt, bom rekel, poslikati ali pa posneti, čisto preprosto rečeno, pa ga predstaviti trgu. Ker ki največ časa pa energije, pa tudi denarja izgubljamo ravno v tem, da mi imamo najrajši svoje produkte. Naši produkti so najboljši, boljših ni.
Ampak to ni res, ne. Dejstvo je, da trg ti poveča tvoj produkt sploh, kaj vreden ali ni, ne. In da ti prideš do tega spoznanja, pač rabiš ta prvi korak, ki je pa ponavadi res drag, pa dolgotrajen, ne. Tako da ful z veseljem pozdravljam te projekte, ker bojo res pomagali takim, kot sem jaz, pa kot smo mi, da dejansko ne vložimo ali pa ne vložijo nasledniki preveč energije, pa časa, pa denarja za nekaj, kar ne pali na trgu, kot domače povedano, ne. Tako da to je to, no. To je to, ker kapital, denar na začetku je sploh težko, ker moraš razvijati nekaj, kar imaš rad, moraš delati produkt, po drugi strani moraš pa dotok kapitala zagotoviti na kakršenkoli način in to terja energijo, čas, na koncu konca pa se lahko zgodi, da ti zmanjka pa tiste energije za preboj, ne, za pušen tisti produkt. Se pravi, če povzamemo v okviru Tech Huba, Omiteh zauzema prototipno delavnico, pa Smart Media Lab, pa mentorstvo na področju marketinga. Točno to. Evo, hvala Mitja. Ok, začnemo na boljši strani, pri ženski energiji. V bistvu, če strnemo, imamo Tech Hub na eni in center prihodnosti na drugi strani. Skupaj tvorita močen potencial. Kaj pa nam po tvojem mnenju manjka v svetovnem merilu, da bo Velenje postalo magnet za talente in tuje startupe? Lahko navedete res na kratko primer dobre prakse, ki bi nam lahko služil mogoče kot en navdih. Ja, hvala za to vprašanje. Bom res poskusila to čim bolj strniti. Kot rečeno, ja, Velenje ima velik potencial, zelo se veselim vseh teh projektov, ampak kot rečeno, če res želimo biti eno tako inovativno mesto, en tak inovativen ekosistem, takšen butičen, mogoče malo bolj green usmerjen, potem moramo razmišljati še v drugih segmentih. Odlično, da bomo imeli takšno delovno okolje, da prihajajo pač fakultete, tudi univerze k nam, da bo več tega povezovanja med podjetniki, univerzami, inštituti in tako naprej, ampak potrebno je razmišljati tudi o davčnih olajšavah, o subvencijah, o tem, kako čim hitreje ustanoviti podjetje, dejansko tudi o tem, da se bodo ljudje, ki bodo prišli sem, dobro počutili v tej skupnosti, kar se mi zdi, da že zdaj ima Velenje eno tako zelo dobro predispozicijo za to, glede na to, da se tukaj res mešajo različne kulture, kar je pač dosti pomembno za pač takšne ljudi, kot smo pač potovali po svetu. In pa seveda še ena zelo bistvena stvar, ki jo pa v vsem tem času nekako nisem zasledila, kajti vem, da veliko sredstev se bo namenilo v izgradnjo stanovanj, ki jih pač primanjkuje, ampak pozabljamo pa na en tak umestni stadij in sicer to je co-living. Če želimo privabiti sem neke podjetniške ekipe, neke strokovnjake, neke inovativne ume, ki bodo pač coachali tudi nas in okolico pač naprej, moramo razmišljati tudi o tem, preden bodo oni sploh začeli tukaj živeti, se pravi, da pridejo z nahrbtniki sem, da lahko pač nekje živijo in da lahko potem uporabljajo vse te stvari, ki se zdaj gradijo, ki so v izgradnji. Se pravi, če povzamemo, gre na nek način kot študentski dom, kjer ima pač podjetnik svojo sobo z neke osnovno infrastrukturo, gre pa pointi o tem, da imajo spodaj pač te skupne prostore, skupne kuhinje, skupne dnevne prostore, kjer se v bistvu srečujejo, znanje in mreženje se pa dogaja na nivoju centra prihodnosti in Tech Huba, če bi zdaj to dali konkretno v naše okolje. Ja, recimo, lahko bi tudi tako rekli, kot neke vrste študentski dom ali pa kot neke vrste pač... Mogoče, da si znamo predstavljati. Ja, hiška, recimo, da ima vsak nek dom, ne pač, kjer lahko živi 1 mesec, 3 mesece in tako naprej. Mi, ko smo potovali pač po svetu, smo zelo veliko teh co-livingov pač obiskali. Tudi zdaj, ko delamo en evropski projekt za izobraževanje, smo pač bili pri naših partnerjih v Španiji, smo si to ogledali, smo tam živeli. Stvar deluje. Stvar deluje, kar pa je najlepše pa to, da so vsi ti co-livingi med seboj povezani, kar pomeni, da dejansko ti že dobiš te ljudi, ki so navajeni takšnega načina življenja,
potem tudi v svoje okolje, ne, ker to je pač bistvenega pomena, da dobimo te ljudi sem. Zato sem prej tudi izpostavila, da sem tukaj že 2 leti, ne, ker ti ljudje težko obstanejo pač na enem koncu, ne. Poleg tudi tega, kar sem prej omenila, ne smemo pozabiti subvencije, davčne olajšave in pač obstajajo že določeni pač takšni modeli, recimo v Franciji, Station F, v Berlinu, v Dubaju, tako da to so stvari, po katerih se lahko zgledujemo. No. Hvala Maja za tole zelo v prihodnost usmerjeno razmišljanje. Prepričana, da je tudi župana navdušno. Če pa mogoče zaključimo zdaj s tem delu, jaz se vam vsem gostom iskreno zahvaljujem, da ste z nami delili svoje izkušnje, svoje poglede, svoje mnenja. Vas pa prosim za en aplavz. Nocojšnji večer držimo v višini kakovosti. Zato na oder vabim pevko, ki svojo kariero gradi s kombinacijo, ki definitivno pritegne pozornost. Podnevi pravnica, po noči elegantna glasbena ustvarjalka. Ta dualnost ni naključna, je njena identiteta. V njej prepleta red, natančnost in čutnost, ki ustvarja v brezčasne slovenske popevke. S prvencem Morje povej je že opozorila nase, Festival Melodije morja in sonca pa je postal skočna deska, ki jo povezuje s publiko po vsej Sloveniji. Njen glas prinaša eleganco, njene melodije trajnost, njen nastop pa občutek, da glasba ni le trenutek, ampak prostor. Dame in gospodje, Lara Krnežar.
Najlepša hvala. Larina pesem nas je opomnila še na nekaj, da napredek nikoli ne nastane, ko hodimo po obojeni poti, ampak šele takrat, ko si upamo razmišljati drugače, ko nismo kot drugi. To je pravzaprav skupni imenovalec vseh zgodb, ki smo jih slišali. Drzni projekti, laboratorij prihodnosti, nova podjetja in nove ideje, regija, ki zmore, ki si upa biti drugačna. In to vizijo, da jo postavimo v kontekst mesta, kjer se preobrazba rojeva, je prav, da besedo dobi človek, ki ta zagon vodi z odgovornostjo, jasno vizijo in pogumom. Dame in gospodje, k besedi vabim vašega današnjega gostitelja, župana Mestne občine Velenje, Petra Drmola. Hvala lepa, spoštovani podjetnice, podjetniki. Najprej hvala lepa za vaš čas, da ste si ga vzeli in da ste danes prišli na tale sprejem, ki je namenjen seveda predvsem vsem vam, ki konec koncev soustvarjate podobo našega mesta in seveda, ki konec koncev tudi razvijate svoje ideje, svoje poslovne ideje, svojo miselnost v smeri, ki ustvarja dodano vrednost v našem mestu, v smeri, ki ohranja in tudi odpira nova delovna mesta in posledično seveda zagotavlja tudi ustrezno socialno varnost našim občankam in občanom. Zato se vam že kar uvodoma najlepše zahvaljujem za vaš prispevek in se zahvaljujem tudi vsem tem, ki so zdaj na tej okrogli mizi na nek način tudi vsem vam približali določene aktivnosti, ki jih seveda v segmentu gospodarstva tudi počnemo. Premogovnik Velenje ima svoje začetke 150 let nazaj, podjetje Gorenje ima svoje začetke 75 let nazaj. Vsako vaše podjetje, vaša poslovna pot ima nekje svoje začetke. In to, kar je bilo zdaj približano vsem vam, konec koncev odpira tudi vrata in jasno kaže našo miselnost in našo strategijo, da tudi mi v današnjem času želimo seveda odpreti ta vrata in omogočiti vsem tistim, ki imajo ali imate svoje ideje, ki imate željo odpirati seveda podjetja, da vam to z ustrezno infrastrukturo in tudi z ustrezno finančno podporo seveda približamo in predvsem pomagamo, da boste tudi vi in da bodo te ideje čez nekaj let seveda zgodba o uspehu, tako kot so danes mnoge zgodbe. Ni pa to edina zgodba, ki jo peljemo na področju gospodarstva. Mi se zavedamo, da inkubatorji nam prestrukturirane danes seveda ne bodo rešili. Da se tukaj seveda podjetnice, podjetniki, tisti, ki že danes vodite svoja podjetja in ki seveda, kot rečeno, že danes tudi sooblikujete in soustvarjate to zgodbo na področju gospodarstva. Tudi zaradi tega smo šli pred nekaj leti v poslovno cono Stara vas, ki smo jo v prvem delu že razširili, ker bomo počasi tudi prišli do tega, da bomo umaknili ta visoko napetostni daljnovod in ga potem seveda samo poslovno cono tudi razširili proti restauraciji Jezero. Tudi zaradi tega smo ravno v letošnjem letu pridobili tudi nepovratna sredstva za to, da vzpostavimo novo poslovno cono v Pesju, da smo od, mislim, 6 zemljišč že v prvi fazi prodali 5 zemljišč. In to zemljišč, ki ste jih konec koncev odkupili domači podjetnice in podjetniki, kar me še posebej veseli, ker s tem se seveda tudi kaže, da tudi domače obstoječe gospodarstvo ima željo in ima tudi možnost in priložnost širiti svoje dejavnosti. In če sem preštejemo še, bom rekel, ostale projekte, ki sodijo v sklad za pravičen prehod, torej v tako imenovano prestrukturiranje premogovne regije, vključno tudi z razpisom Ministrstva za gospodarstvo za spodbujanje podjetništva, kjer bi želel zelo jasno povedati. Teh nekaj 10 milijonov, ki pride v vašo regijo, ni samoumevno. To ni nekaj tistega, kar bi nam v vsakem primeru pripadalo. To je plod trdega dela lokalne skupnosti, razvojne agencije, gospodarske zbornice in tudi vseh ostalih deležnikov, ki smo, zdaj lahko rečemo, skoraj da že 5 let aktivno delali na tem, da smo pripravljali strateške podlage,
da smo preprečevali tako na evropski ravni, kot tudi na državni ravni, da ta sredstva za spodbujanje podjetništva potrebujemo in da smo danes končno priča tudi temu, da boste seveda podjetnice in podjetniki iz Saša regije imeli ta sredstva na razpolago. In če potegnem črto, kaj smo iz sklada za pravičen prehod v teh zadnjih letih, kjer smo pravzaprav imeli možnost to tudi izkoristili, smo izkoristili vse tisto, kar nam je bilo dano. Edino, kar nam v tem trenutku še manjka, je zakon o zapiranju premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju Saša regije. In verjemite, ko hodimo po Sloveniji, ko vidijo, bom rekel, ostali župani pa podjetniki, da sem prihaja neke desetine milijonov, seveda oni niso navdušeni, zato ker bi tudi oni želeli ta sredstva imeti pri sebi in Zasavci, kar velikokrat bijemo boj, kako bo izgledala naslednja finančna perspektiva. Ampak seveda je ta boj bolj v pozitivnem smislu, ker konec koncev drug drugega preprečujemo in drug drugemu pomagamo in se stojimo ob strani, da lahko tudi državne in pa evropske odločevalce preprečujemo, da je zgodba, za katero smo stavili, tista zgodba, ki lahko seveda pelje našo zgodbo razvoja te regije v pravo smer. Velenje ima v evropskem merilu zelo visok ugled. To si danes upam trditi. Tudi sam sem konec koncev izmed, bom rekel, nekaj parih županov, 10 županov, eden izmed tistih županov, ki sedim tudi v odboru evropskih županov in ki imam tudi iz prve roke se možnost približati evropskim odločevalcem in seveda tudi zagovarjati stališče, ki ga naša regija tukaj ima. In jaz si želim, da bi seveda to tudi izkoriščali v prihodnje, na različnih ravneh, na različnih poteh. Ni samo umevno, da mogoče direktor občinske uprave s 1.1. prihodnega leta odhaja v Bruselj. Ne gre v Bruselj zaradi tega, da bi seveda bil nam tukaj v napoto, ampak predvsem zaradi tega, ker je bil tudi strani vseh mest v Sloveniji prepoznan kot človek, ki lahko na evropski ravni odpira vrata in pomaga tako lokalnim skupnostim v mestih, kot seveda tudi vsem ostalim subjektom, ki v mestih delujejo. In v roku enega leta bo moral vzpostaviti predstavništvo in vsi župani so mu dali tudi nalogo, da pravzaprav že v roku enega leta pokaže tudi rezultate. Ampak tudi to samo po sebi govori, da je tukaj prepoznan naš trud, vse tisto, kar konec koncev vlagamo v to skupnost. Ko bomo še enkrat prišli do tretje razvojne vsi, ko bomo še, bom rekel, zgradili ustrezna stanovanja, čez nekaj mesecev pričakujem tudi podpis stanovanjskim skladom za to, da bomo zgradili 200 neprofitnih stanovanj, ko bomo uslišali tudi takšne ideje, kot je izpostavila kolegica gospa Maja Ferme prej, ko bomo razvijali in prišli tudi do nočitvenih kapacitet na področju turizma, potem verjamem, da pravzaprav bo to mesto še kako, pa ne samo mesto, tudi širša regija, še kako cvetela. In razvijali se bomo skupaj z vami, v to sem prepričan, zato ker skupaj lahko delamo dobre, lepe, najboljše zgodbe, takšne zgodbe, kot si želite seveda vi, ki te zgodbe tudi vodite, kot zgodbe, ki jih seveda pričakujejo in si želijo tudi naše občanke in občani. Mogoče še ta informacija, v zadnjih 5 letih, kar je tudi zelo pomembno za področje gospodarstva, smo v občinski upravi realizirali za 110 milijonov evrov investicij. V letošnjem letu, samo v letošnjem letu, se bo realiziralo za skoraj 50 milijonov evrov investicij. V letu 2026 bo teh investicij za 70 milijonov evrov. Od tega je skoraj 55 milijonov evrov sredstev, ki smo jih zagotovili izven meja naše lokalne skupnosti in jih bomo pripeljali v to lokalno skupnost. Zakaj to govorim? Zato, ker tudi na takšen način, predvsem takrat, ko seveda tudi lokalni gospodarstveniki potem izvajate, gradite in realizirate te projekte, poskrbimo za to, da je tudi na tem segmentu podpora zelo, zelo velika in zelo močna. In prvega dne dalje se zagovarjam stališče in to imajo tudi moje sodelavke in sodelavci nalogo,
Sistemska podpora gospodarstvu je najbolj pomembna. Da pomagaš vsem podjetjem, različnim statusom, da pomagaš skladno s svojimi zmožnostmi in svojimi pristojnostmi. In to smo počeli do sedaj in to bomo počeli seveda tudi jutri. Zato vam želim še enkrat vse dobro na vaših poslovnih poteh, dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, tudi takrat, ko boste slabe volje, da bomo skupaj poiskali ustrezne rešitve. Vemo, da vsak problem se da rešiti, vsak izziv je premagljiv in če iz teh izzivov ustvariš potem neko novo priložnost, potem ima naša skupnost od teh priložnosti tudi največ. In teh priložnosti ste vi v preteklosti veliko pripravili, realizirali, zgradili naše mesto skupaj z temi priložnostmi in naj se to mesto seveda tudi v prihodnje razvija skupaj s vami. Še enkrat hvala lepa za vaš prispevek. Zahvaljujem se vam, da ste danes tukaj prisotni. Današnji namen tega dogodka pa predvsem druženje, zato je tudi prav, da naredim piko in da vam želim predvsem srečno v prihodnje, danes pa res prijetno druženje tukaj. Hvala lepa. Župan, hvala. Počasi se res pomikamo proti zaključku. Vem, da že vsi nestrpno pričakujete drugi del mreženja, ampak vseeno, za konec. Ta regija je nastala s pritiski mogočnega toka preteklosti. Danes pa generiramo nov tok. Tok znanja, poguma, ustvarjalnosti, tehnologije in novih okusov življenja. Zato je potrebno narediti eno. Ne hoditi po varni poti drugih, ampak graditi tisto pravo, svojo, lastno. Zato verjamemo v to, kar tukaj nastaja. Ker je moč našega mesta vedno bila v ljudeh, ki si upajo prvi stopiti iz struge in reči, ne bomo kot drugi. Hvala lepa, sedaj pa ste vabljeni v drugi del večera na mreženje.